Nocoj, kaj dogaja, gostimo gostjo, ki skrbi, da glasba na Valu 202 zveni tako dobro in ki je kriva za to, da ga tako radi poslušamo. Z nami je glasbena urednica Klara Zupančič. Klara, dober večer. Ja, najlepša hvala za to lepo napoved in dober večer tudi vama. Dober večer. Bom takole vprašal, glasbeni uredniki ste izbirali glasbo, včasih smo jo poslušali samo na radiju. Zdaj ste pa obrali neke nove smernice, začeli ste organizirati festivale. Pripovedujte kaj o tem. Ja, glasba, ki jo poslušamo na radiju, seveda zveni dobro, ampak še boljše zveni na odru in s publiko, z oboževalci. Tako da to je prvi razlog, zakaj smo se odločili za to. Smo že v preteklosti organizirali dogodke, kot so Izštekanje, kot so Dan 202. Letos pa smo se odločili, da na festivalu 202 predstavimo mlade zasedbe za mlado publiko. Hkrati pa so festivali in drugi živi dogodki odličen način, da se povežemo s poslušalci, s kateri smo drugače povezani samo preko radijskih valov. Bolj osebno vse skupaj potem, ne? Tako je. Radio je z nami v Sloveniji že skoraj 100 let. Kako mu gre danes? Kako drugače poslušamo danes, kot smo ga včasih? Ja, zagotovo ga poslušamo drugače, glede na to, da so tudi naše navade povsem drugačne kot včasih. Ga pa še zmeraj jemljemo s sabo. Jemljemo ga sabo na pot v službo, jemljemo ga na dopust, prižgemo si ga doma. Tako da navade so se spremenile, je pa radio še vedno zelo močen. Kakšno je pa danes po tvojem mnenju poslanstvo radia na področju glasbe, recimo? Po moje enako, kot je bilo vedno, torej dobra, kvalitetna glasba. Poslanstvo radia je seveda tudi to, da predstavljamo nove zasedbe, nove muzike, mogoče ne nujno po letnici, ampak da vseeno predstavljamo neke nove vsebine, neke nove glasbenike, glasbo. Tako da se na ta način glasba lahko širi, da se mladi lahko predstavijo, poudarek je tudi seveda na domačih glasbenikih. Skratka, da nam širite obzorje in da ne poslušamo vedno ene in iste glasbe. Tako. Kako pa pri glasbenih urednikih? Kaj boljš, da je urednik glasbeno, kako bi rekel, vsejet, ali da je specializiran samo za določene žanre? Kaj po tvoje bolj praktično? Seveda mora biti vsejet v tem smislu, da pozna glasbeno produkcijo skozi zgodovino in tudi današnjo, da pozna kontekst, v katerem je glasba nastajala. Ampak pri nas na Valu 202 vsak glasbenik, urednik ali urednica ima neko svojo pot, neko svojo špuro, po kateri nekako mogoče tudi bolj prepoznaven. Večkrat mi kdo reče, da ko prižge radio, takoj ve, katera glasbena urednica predvaja ta trenutek glasbo. No, živimo pa tudi v času, ko nam glasbo izbirajo algoritmi na raznih platformah, kot sta Spotify in YouTube. A sploh še rabimo glasbene urednike, da saj bo to zdaj počela umetna inteligenca za nas? Jaz kot glasbena urednica potrebujem glasbene urednice. Tako da bi rekla, da dan danes, ko je glasba najbolj dostopna, kot je kadarkoli bila, hkrati imamo na voljo toliko ene glasbe, da je tudi meni dobrodošlo in si predstavljam tudi poslušalcem in poslušalkam, da naredimo neki izbor, da pokažemo, kaj je kvalitetno, kaj recimo izstopa skozi zgodovino in tudi danes. Vodijo nas pa različna načela, se pravi, te platforme vodi dobiček, medtem ko nas vodi kvalitetna glasba, ki jo želimo deliti s poslušalci. Ko imaš čez za sebe, kjero glasbo najrajši poslušaš? Ali sploh poslušaš glede na to? Ja, služba se na ta način v bistvu nikoli ne konča, tudi doma želim odkrivati nove muzike. Včasih je tudi malo naporno oziroma malo celo grozno, ko pomisliš, da nikoli ne boš mogel poslušati vse glasbe, ki jo ta svet ponuja. Poslušam širok spekter glasbe, bi rekla od težko kategornega punk rocka pa do najbolj komercialnega popa. Katerega benda se najbolj veseliš na festivalu 202? To je kar nehvaležno vprašanje. Ampak smo mogli vprašati. Treba, ker pa vej. Ja, mogoče ne bi izpostavila benda, bi pa izpostavila posebna sodelovanja, ki jih pripravljajo glasbeniki in glasbenice. Nisem še slišala niti videla nobenega od njih, zato se tega najbolj veselim. Gre pa za sodelovanja, ki jih še prej nismo slišali ali videli. Koga pa še lahko vidimo na festivalu 202, glede na to, da nisi nobenega hotela izpostaviti? Nastopili bodo Joker Out, Murphy, Koala Voice, Kokosi... Koala Voice? Koala Voice. Ali so oni tukaj? Oni so na mali terasi danes. A res? A si ti pripeljala pol? Ja, ne, nisem.
zanimivo. A, tako? Ja, na Saj to zmenil Še eno zgleda. presenečenje, še eno novo Ja. sodelovanje, za katerega vidiš. nisem vedela. Še kakšni bendi? Jet Black Diamonds, lanski zmagovalci Špilige, Gasly Ashes, Pantaloons in Runner. Pa kaj, ta festival se bo dogajal 8 ur, kdaj se začne to pol ob 12? Vrata bomo odprli ob 4 popovdne in otvorili bodo festival Pantaloons, potem pa žuramo do polnoči. Potem pa že tudi po... Odlično. Odlično. Ja, nič, Ja, ljudje, nič. A je še pridite. kaj- a je še kaj kart na voljo sploh? Se ne vem. Neka peščica je še, tako da priporočamo vsem, ki je še nimajo, da jo Da čim prej kupijo. pohitimo. Ja, pohitite. Ja, pohititi treba. In se nam pridružite, kar bo super. Ja, nič, zapisati je treba v koledar, Tilen. Križanke 6. junija, 9 bendov, 8 ur glasbe, to se sliši res odlično. Klara, najlepša hvala, da si bila z nami. Pa Hvala vama. se vidimo v Še Križankah. Ti, tako. ti se moraš pa za Koala Voice pripraviti, ne? Pa smo že pripravljeni. A ja. Pa smo pa vedno. Najlepša hvala za obisk v studiu. Še veliko dobre glasbe. Hvala vama.